O neformalnih podnebnih pogajanjih v Bonu komentar dneva Anela Bešo. Janša, nehaj me lizati, prosim. Liže mi prstke na nogi. V petek 14. avgusta 2009 so se v Bonu brez večjega napredka končala še ena v dolgem nizu letošnjih podnebnih pogajanj. Pogajanja, ki so potekala na podlagi vnaprej pripravljenega pogajalskega besedila na okoli 200 straneh, niso prispevala k zbližanju stališč o dveh najpomembnejših elementih novega podnebnega sporazuma. Zavezah razvitih držav za zmanjšanje izpustov ter finančni podpori za podnebno ukrepanje v državah v razvoju. V Fokus društvu za sonaravni razvoj smo resnično zaskrbljeni, da do dogovora o novem podnebnem sporazumu v Kopenhagnu decembra letos ne bo prišlo. Prvo ključno vprašanje oziroma obveznost razvitih držav je zmanjšanje izpustov. Kot skupina se morajo razvite države zavezati k vsaj 40% zmanjšanju emisij do leta 2020 glede na leto 1990 in vsaj za 95% do leta 2050. Razvite države so še naprej gluhe za opozorila znanstvenikov glede potrebnih ciljev zmanjševanja emisij, saj so napovedani cilji, ki so jih razvite države pripravljene sprejeti le na ravni 10 do 16% zmanjšanja. Drugo vprašanje oziroma obveznost razvitih držav pa je državam v razvoju zagotoviti bistveno finančno, tehnično in tehnološko pomoč. Ocene kažejo, da bi morale razvite države zagotoviti 110 milijard evrov dodatnih sredstev na leto do leta 2020. V tej razpravi prav tako ni bilo napredka. Razvite države so tako zamudile še eno priložnost, da dokažejo, da svojo odgovornost za pomoč državam v razvoju pri njihovem podnebnem ukrepanju jemljajo resno. Podnebnih sprememb ne bo mogoče ukrotiti brez sodelovanja vseh držav, vendar bremena reševanja problemov, ki so ga povzročile razvite države, ne smejo nositi države v razvoju. Poleg tega bodo revne države tudi najbolj prizadete zaradi posledic podnebnih sprememb. Sredstev za prilagajanje pa v številnih primerih nimajo. Če se bodo pogajanja nadaljevala v podobnem tempu tudi v prihodnje, dogovora v Kopenhagnu ne bo možno doseči. To ni skrb le v Fokusu, temveč je podobno skrb izrazil tudi vodja podnebnega sekretariata Združenih narodov. Ponavljanje že dobro znanih stališč in argumentov je potrebno takoj nadomestiti z resnimi pogajanji in iskanjem konsenza o ključnih elementih kopenhagenskega dogovora. Decembra letos mora biti v Kopenhagnu sprejet dogovor, ki bo omogočil omejitev dviga globalne temperature čim nižje pod 2 stopinje Celzija, kar bi preprečilo neobvladljive posledice podnebnih sprememb. Temeljiti mora na predpostavki, da imajo vsi ljudje, narodi in kulture pravico do preživetja, do trajnostnega razvoja in odpravo revščine. Med ambicijo in pravičnostjo ni izbire. Kot država članica lahko Slovenija aktivno sodeluje pri pripravi stališča Evropske unije. V Fokus društvu za sonaravni razvoj vlado zato pozivamo, da deklarirano politično voljo končno udejanji in prispeva k bolj ambicioznim zavezam na ravni Evropske unije ter s tem pripomore k sprejetju globalnega podnebnega dogovora.